Kdo ali kaj je kurent? Je namreč osrednji lik ptujskega kurentovanja, po njem kurentovanje seveda nosi svoje ime in je tudi tipičen oziroma tradicionalen etnografski lik. Po starem izročilu bi naj bil kurent demon, ki odganja zimo in vabi pomlad v deželo. Njegov izvor pa še ni povsem pojasnjen, obstajajo pa nekatere domneve, ki se povezujejo z ilirsko-keltskim izročilom, s predniki Slovencev, z mitološkimi spremljevalci boginje Kibele in pa tudi z naseljevanjem uskokov v 16. stoletju na tem območju. Najbolj izraziti del kurentove oprave oziroma kurentije je njegova kapa, po kateri se tudi kurenti med seboj razlikujejo. Kurenti iz Ptujskega polja imajo na kapi pritrjena ušesa iz gosjih ali puranjih peruti ter rogove iz slame ali lesa, opete z usnjem in okrašene z barvitimi cvetovi ali pa trakovi. V Halozah in bližnjih vaseh na Dravskem polju pa imajo kurenti prave goveje rogove in kožuhovinasta ali pa usnjena ušesa. Del kurentije je tudi ovčji kožuh, v katerega je kurent oblečen, prepasan je z verigo in na verigi je pripetih 5 kravjih zvoncev, nosi visoke čevlje in pa zelene ali pa rdeče nogavice. V rokah pa vihti ježevko. V prvih desetletjih 20. stoletja so si fantje izdelovali kurentije iz materialov, ki so jih našli doma, torej iz starih kožuhov, zajčjih ali pa kozjih kož, in v tistih časih so se lahko v kurenta našemili samo odrasli fantje, vendar danes temu ni več tako, saj se v kurentijo oblečajo različne generacije in pa tudi spoli.